Pozdravljeni! Tudi danes so na vrsti vaše pobude ter vprašanja, tokrat izjemno zanimiva tema. Koliko v resnici stane izvedba dirke svetovnega prvenstva Formule 1? Na samem začetku bi rad poudaril, da med različnimi dirkami v koledarju so lahko tudi bistveno različni stroški. Mi navdušenci lahko pridemo le do določenih ocen, kajti tudi vpogled v razne pogodbe in dogovore je strogo zaupen. A vseeno se lahko približamo vsaj oddaleč nekim realnim cifram, ki nam lahko podajo nekakšen občutek. A najprej moramo ločiti med dvema izjemno različnima tipologijama dirk. Namreč imamo dirke, ki se zvrstijo na progah, ki so stalne, in imamo tako imenovane ulične dirke, kjer se vsako leto postavi infrastruktura. In to seveda se odraža tudi v različnih stroških. Progo se zgradi običajno le enkrat. Ampak to pomeni, da na samem začetku je izjemno visoka investicija. In koliko bi nas danes lahko stala izgradnja proge za Formulo 1? Strokovnjaki pravijo, da z 270 milijoni dolarjev bi progo lahko izgradili. Prav dobro vemo, da naprimer proga v Yas Marini je stala približno milijardo dolarjev. A v tej vsoti ni vštet naprimer letni pregled strani FIA in naprimer vsa papirologija za tisto licenco stopnje A. Ni všteto vzdrževanje, rahle spremembe, naprimer tudi preplastitve vsake toliko in toliko let, ter še bi lahko našteval. Po drugi strani, naprimer tam, kjer vsako leto postavljajo progo za svetovno prvenstvo Formule 1, so stroški malce nižji. In tu bomo zavzeli za primer veliko nagrado Avstralije, dirko v Albert Parku. Naprimer, sama postavitev tribun z vsemi sedeži stane okrog 14 milijonov dolarjev. Nato postavitev ograj, postavitev boksov in vse, kar sodi zraven, približno 8 milijonov dolarjev. Nato imamo najem pisarn, dvoran, vozil, računi elektrike, vode in vse, kar spada zraven, nadaljnjih 6 milijonov. In nato pridemo do postavke, kjer so združeni mnogi stroški. Naprimer za dvigala, osebje in vse tisto, kar ni zajeto v prejšnjih postavkah, okrog 4 milijone in pol. A seveda, osebje, kot so naprimer tudi varnostni delavci ob progi, so všteti tudi v stroške velikih nagrad pri tistih progah, kjer je infrastruktura fiksna. A iz prve roke dobro vem, da vkolikor želiš biti varnostnik ob progi dirke za svetovno prvenstvo Formule 1, si to iz strasti. Sicer dobiš neko manjše nadomestilo, ampak to zagotovo ne odtehta tistega dela, ki si ga vložil. A vidimo tako, da vkolikor ni fiksne proge, so tej direktni stroški lahko ocenjeni tam okrog 35 milijonov dolarjev vsako leto. A tu se nismo spustili še do ene izjemno pomembne točke. Namreč
ni dovolj, da se ima pripravljeno progo in izurjeno osebje, treba je plačati vsako leto tudi pristojbino. In to je recimo temu posebni davek, ki ga prireditelji plačujejo, seveda Formuli 1, beri Liberty Media, da lahko imajo sploh dirko. In koliko znaša ta pristojbina? Različno. Od dirke do dirke, vse je vezano na dogovor in na, recimo temu, tudi prestiž same velike nagrade. V povprečju je ta dajatev ocenjena na 40 milijonov dolarjev na dirko, seveda na leto. A tudi tu imamo izjemno velike razlike. Naprimer, pristojbina za veliko nagrado Katarja, Savdske Arabije, Azerbajdžana se giblje tam okrog 55 milijonov dolarjev, letno seveda. Podobno pri veliki nagradi Kitajske 50 milijonov dolarjev. Na drugi strani imamo veliko nagrado Velike Britanije. Tu je pristojbina za polovico manjša, 25 milijonov dolarjev. A ne smemo pozabiti na veliko nagrado Monaka. Namreč tu so imeli do tega trenutka najnižjo pristojbino med vsemi dirkami svetovnega pokala Formule 1. Samo 15 milijonov dolarjev. Kaj bo v prihodnosti, bomo videli. Pogodba se je iztekla letos in prireditelji v Monaku so imeli ogromne bonuse. Razumemo lahko, da ta pristojbina je eden izmed glavnih faktorjev, zakaj nekaterih dirk na koledarju svetovnega prvenstva sploh ni več. Primer, velika nagrada Turčije je že ena izmed njih. Na začetku so imeli nekaj let popust, a ko se je tisto obdobje izteklo, pravzaprav finančno niso bili sposobni zaključiti konstrukcije. Podobna zgodba naprimer v Indiji, Južni Koreji. In sedaj pridemo do velike nagrade Emilia Romagna na progi v Imoli. Tu je lep primer, kako regija Emilia Romagna pomaga organizatorju s tem, da primakne kar nekaj milijonov, ki praktično služijo temu, da plačajo pristojbino. Zato se tudi dirka imenuje velika nagrada Emilia Romagna Made in Italy. In zakaj, naprimer, država ali regija pomaga organizatorju dirke? Ker za tisti vikend se na sami progi zbere ogromno ljudi, ki ne porabijo denarja samo za same vstopnice, mnogi prespijo, nekateri tudi obiščejo druge znamenitosti oziroma turistične atrakcije in na to skozi davke, tako vsaj upajo, dobijo povrnjen, ter ta denar z malo sreče lahko generirajo tudi več prihodkov, kot so jih vložili. A vidimo lahko, naprimer, da vikend Formule 1 je izjemno draga zadeva. Sedaj se lahko začnemo spraševati tudi, kako ta denar organizatorji sploh dobijo nazaj. Imajo po mojih informacijah 3 glavne vire. In to je prodaja vstopnic, prodaja oglasnih mest ob sami progi in pokroviteljstvo same dirke. In sedaj lahko ocenimo, kolikšno količino denarja lahko zberejo na tak način. Po eni strani je težko dobiti prave številke za tisto pokroviteljstvo same dirke. Mnogokrat ste opazili, da se na tistih uradnih napisih pojavi ime pokrovitelja in na to ime same dirke. Koliko za to plača, si lahko samo predstavljamo. In ista zgodba je okrog tistih panojev, ki se pojavljajo ob progi. Tu je treba poudariti,
da sama Formula 1 nekako zahteva določeno število reklamnih panojev zase. In prav tu izvira eden izmed največjih sporov prav z organizatorji velike nagrade Monaka. Zgodilo se je, da v Monaku so imeli na reklamnih panojih pokrovitelja, ki je bil konkurent enemu izmed največjih pokroviteljev celotnega svetovnega prvenstva. In seveda, tu so v igri finančni interesi, ter zato je prišlo tudi do manjšega ali, bodimo iskreni, večjega spora. Pravo oceno lahko dobimo glede tistega, kar prireditelji seveda dobijo s prodajo samih vstopnic. In za primer si bomo vzeli veliko nagrado Italije v sezoni 2022. V Monci je bilo po uradnih podatkih čez celotni vikend 337.000 gledalcev. In sam sem si malce ogledal cenik kart. In nekako bi lahko dejali, da so se cene gibale med slabimi 100 evri, ki so dovolile vstop na dirkališče samo za en dan, pa do 1100 evrov, kar je bila cena karte za celoten vikend na glavni tribuni. Sedaj je težko nekako imeti pred očmi, koliko so prodali ceni kart in koliko onih najdražjih, ampak lahko bi rekli, da v povprečju je prisotni zapravil 200 evrov na dan, vsaj meni se tako zdi. No, če vzamemo, da je 200 evrov na dan porabilo 300.000 ljudi, vidimo takoj, da pridemo do lepe vsote 60 milijonov. In seveda to pokrije lahko nekako okvirno tisto pristojbnino in seveda direktne stroške. Premalo pa je, da bi proga kot taka nekako ustvarjala nek konkreten dobiček. To je tudi skrivnost verjetno večine dirk svetovnega prvenstva Formule 1. Gre za to, da se priredi dirko, gre za to, da se nekako ohranja strast, ampak da bi bila to neka profitabilna dejavnost, še daleč od tega. Namreč tudi, če v eni sezoni imajo določeno pozitivno številko, je treba paziti, da so tu v ozadju še morda kakšni krediti ali po drugi strani v naslednjih sezonah, na primer obnovitvena dela. Tako da lahko vidimo, da Formula 1 kot taka je drag šport, ampak za nekatere še zdaleč nerentabilen. In v tem primeru smo videli, da za tiste glavne, tiste, ki prirejajo dirko, še zdaleč ni tako bogatih nagrad, kot bi si lahko mislili. Upam, da sem dal dokaj nazoren odgovor na postavljeno vprašanje, a za danes bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.